Kaj imata skupnega duhovnost in šport? Duhovnost in šport. Lahko bi začeli, da skrbimo za zdravega duha in zdravo telo. To se mi zdi, da sta to dve taki področji v našem življenju. In v življenju se lahko zgodi, da hitro eno ali pa drugo zanemarimo, ali da pretiravamo v eno ali drugo smer. In zdi se mi, da če imamo to pred očmi, da hočemo ostati zdravi na duši in na telesu, je potrebno skrbeti za eno in drugo. In eno in drugo pomaga enemu in drugemu. Če skrbim za duha, skrbim tudi za telo, in če skrbim za telo, skrbim tudi za duha. Kakšen je pa vaš pogled na šport? Moj pogled na šport, glede na to, da sem športnik, prvič rad spremljam športne dogodke, ker občudujem te ljudi, ki so pripravljeni toliko žrtvovati in delati za področje športa, za uspeh, za to, da nekaj dosežejo. Ker gledam širše, to pomeni, da so tudi v življenju pripravljeni kaj storiti za to, da uspejo. Sam sem športnik in mi to veliko pomeni in sam ugotavljam, da nikoli v življenju ne bi naredil toliko, če ne bi združeval intelektualnega dela ali pa dela na duhovnem področju z gibanjem, športom. Šport v vsakdanjem življenju. Bil sem pri zdravniku, pa me vprašal, če se ukvarjam s športom. In sem rekel, vsako leto naredim 2-3 tisoč kilometrov s kolesom. Pa me zdravnica vpraša, in kolikem času? Pa sem rekel, 2-3 tedne. Je rekla, to ni veliko, to ni prispevek k zdravju. Veliko bi bilo, če bi teh 3000 razpotegnili čez celo leto. Zato se mi zdi pomembno vsak dan gibanje, vsak dan iti na zrak in nekaj narediti za telo, da bi lahko potem tudi na duhovnem pa intelektualnem področju delali dobro.